Ja, bo treba nekaj posnet, tale Žižek Gabiksa, tisto, kar se je dovolil par dni nazaj, 2. decembra v Russia Today, mislim, meče slabo luč na tiste, ki se gremo psihoanalizo, ki jo uporabljamo za miselni koncept, skozi katerega je mogoče marsikaj razložiti. Žižek se je pa z levo roko lotil tele COVID krize, ker je že v začetku krize napovedal, da bo COVID demoliral kapitalizem. In zdaj v tej Russia Today še pravi, da se ni motil, da se zdaj izkazuje, da je to res. Kapitalizma se ne da uničiti, ga tudi virus ne bo, tudi te norci, ki se vzpostavljajo v teh časih. Je pa pisal ravno o teh norcih, pod narekovajih, bom rekel, proti anticepilcih, ki vzdržujejo krizo. Zdaj, moje videnje je pač tako, da ni dovolj imeti ime, status tega pop filozofa, ni dovolj biti stebrni kamen ljubljanske teoretske psihoanalitične šole, član znamenite triperesne detlice, in to je uveljavljeno v tujini, z Dolarjem skupaj pa Alenko Zupančič-Žerdin. Žižek predstavlja, ali pa je predstavljal, še vedno predstavlja, ampak bolj mladi Žižek, ali pa Žižek v srednjih letih, zdaj je star čez 70 let, zdaj tole, ali mu ne dela več, ali se pa dejansko z levo roko loteva zelo občutljivega področja, o katerem vsi veliko razmišljamo. Jaz bom rekel, jaz še posebej, namreč zaradi anticepilcev in raznih teoretikov zarote, ki trdijo, da je virus bil umetno ustvarjen, pa tako naprej, da je v ozadju projekt depopulacije, sem jaz v teh časih elaboriral teorijo zarote skozi psihoanalizo, torej to videnje, posnel par videov, tudi predavanje, s PowerPoint prezentacijo sem dal, zdaj pa kar na YouTube oziroma na Facebook, ker v enem mesecu se ni našel nihče, pa dobro ve, in na vladi, in na NIJZ-ju, na ministrstvih, da ima močno predavanje, ki bi pomagalo osvestiti narod, ljudem bi dopovedalo, zakaj so vkleščeni v različne teorije zarote. In biti anticepilec je tudi ena od opcij, da se potenciali, ki imajo v psihičnem fundamentu zametke vkleščenja v teorije zarote, da se potem v te anticepilske projekte oziroma gibanja vključujejo. In Žižek je to izpustil. Res, da je zapis bil nek skop, ampak zdaj, če je bistvo zapisa, potem ga bom citiral, tisto, kar je pač on videl, on izpostavil, tukaj mu moram, mislim, kar precej oporekati, ker moje videnje je pač drugačno. Za Žižka se ve, da je radikalni levičar, marksist, ampak vendarle ni butast človek, to ni butast človek. Treba se potruditi, treba se vrniti k Freudu, pa neke spise malo prevetriti iz leta 1907-1908, dva ključna spisa sta za razumevanje teorije zarote. Ampak v tem spisu Russia Today ni govoril o teorijah zarote, tale Slavoj, ampak govoril je o nekem resničnem motivu, ki vodi te anticepilce v svojo dejavnost. Torej, ta novi virus je tam 24. kjer ga že novembra pojavil v Južnoafriški republiki. Omikron, on se razpiše, da gre za škandalozno zanemarjanje tega virusa, kar ima prav. Ampak on govori o resničnih motivih, se pravi, nezavednih motivih, bi se psihoanalitično
korektno moral izraziti. O nezavednih resničnih motivih, ki obvladujejo te nasprotnike cepljenja, ki kao vedo, le kako bi vedeli, da bo nasprotovanje ukrepov pandemijo samo še podaljšalo. Tako prodorno, lucidno pamet pač nimajo, da bi vedeli, da s tem, ko so anticepilci, podaljšujejo pandemijo. Ne gre za to vednost, sploh ni tako. Jaz sem prvi podiplomski študij namenil psihoanalizi motivacije. Se pravi, jaz sem se ukvarjal z vprašanjem, zakaj ljudje nekaj počnejo in zakaj nekaj ne počnejo. Zakaj, ali pa v tem kontekstu bi rekel, zakaj je nekdo bogljiv, ko je treba ukrepe spoštovati, ali pa diktate, v smislu diktature, zakaj nekdo v tej situaciji pristaja na to, zakaj pa nekdo ne pristaja. No in jaz sem prišel glede na to, da sem motivacijo obdeloval skozi faktorsko analizo, to je multivariatna statistična metoda, ko ti neke udeležence nečesa povprašaš, zakaj so se tako odločili, zadeve zapakiraš neke številke, pa neke lestvice in potem z nekim matematičnim pristopom se da izračunati, kako se grupirajo ti ljudje, v kakšne skupine, taksone, grupe, ali pa kakšni vektori se v tem multidimenzionalnem prostoru vzpostavijo, večdimenzionalni prostor in razni vektori, faktori nakazujejo neko nezavedno motivacijsko shemo. In če gremo s tem pristopom, zdaj model je pa malo hipotetičen, bom rekel, da jaz vidim v tej zvezi nekaj faktorjev, tako kot sem leto nazaj, pa še več, faktoriziral protestnike, kolesarje, kdo sodeluje na petkovih protestih, kakšno vlogo ima zamera do Janše, kakšno vlogo imajo, ranjene, zbegane duše, skeptiki, tam so se tudi neki faktori hipotetično izolirali, tle pa jaz tudi vidim 3, 4, mogoče 5 faktorjev, ki se, ko se faktorizacija ustavi, izoblikujejo neki snopi, se pravi motivi, grejo skupaj v en vektor, v en snop in da se jih poimenovati, ampak zagotovo ne tako, kot je to naredil Slavoj, ko je ugotavljal ta resnični motiv teh anticepilcev. Potem nek mazohizem upelje, pa bom še potem govoril, kaj vse, ali pa bom zdaj omenil, zakaj se nasprotniki cepljenja tako odločno in vztrajno opredeljujejo za nekaj, za anticepljenje, vztrajajo na svojih stališčih. On pravi, da na nek način želijo, da se pandemija nadaljuje. Mislim, le kakšen mazohizem pa je to, da bi nekdo ne želel sebe izpostaviti cepljenju, zato da se pandemija vzdržuje še naprej. Mislim, Slava, ne se hecati, nezavedno ne deluje na tak način. Čeprav je nezavedno kompleksno, vendar le ni tako. Žižek potem pravi, torej, da vedo, da z nasprotovanjem ukrepom vzdržujejo to pandemijo. In zdaj tukaj jaz vidim nek navidezni mazohizem anticepilcev in temu ni tako. Bom pozneje razložil, zakaj ni tako, nezavedno pač ne deluje na tak način, ampak ima v ozadju, ima načelo ugodja, ampak pri anticepilcih ne gre za nek latentni mazohizem, da sam sebe mučijo, povrh vsega pa še perverzno uživajo
ker tako rekoč jebejo v glavo cel svet, ali pa celo svojo družbeno skupnost, celo Slovenijo, če tako govorim. Ne. Zdaj se pa potem Žižek modruje, ne, da se postavlja vprašanje, zakaj si nasprotniki cepljenja želijo, da pandemija traja, ideja, da nasprotujejo ukrepom, ker ti posegajo v njihovo svobodo. Ne. Zato pravi, da je resnična, ni pa dovolj dobra oziroma zadostna. In tukaj ne moremo spregledati njihovega, tukaj pa želi biti všečen, perverznega uživanja, ker psihoanaliza je veda o uživanju, o želji, o uživanju, užitku. Se pravi, ne moremo spregledati njihovega perverznega uživanja v odrekanju običajnim užitkom. Prav tako ne smemo podcenjevati skritega zadovoljstva, torej užitka, ki ga prinaša pasivno življenje, občutek depresije in apatije. Mislim, Slava, ni tako, no, ni tako. Ljudje sej so pritegnjeni, prsmuknem, pritegnem, prfuknem, to pa tudi ne, da bi šlo za nek mazohizem in pa še neko perverzno uživanje, ker čutiš, ne, če ne bom cepljen, potem bomo vsi trpeli, ne sem jaz nisem pomemben, ampak vsi drugi bodo trpeli in potem tukaj pride do nekega sadističnega uživanja. Ne? Ni tako. Ne? Ni tako. Zdaj bom jaz rekel, tako kot jaz vidim, pa je, da se pod prvim faktorjem grupirajo ali pa motivi, ki grupirajo neko skupino, najbolj pomembno skupino ljudi, gre za ljudi, ki nasprotujejo uradni avtoriteti, ki reče medicinski stroki, NIJZ-ju, potem ukrepi medicinsko diktiranimi, je pa podpisana pa vlada, ne Janša, ne, da oporekajo a priorno uradni avtoriteti in to zato, ker so kot otroci oporekali svojim staršem, predvsem očetu. Niso ga spoštovali, se pravi, niso spoštovali te infantilne inštance ojdipskega, tudi postojdipskega očeta. In da to je zdaj bistvo največje skupine, teh skupin je več. Ne moramo govoriti samo o eni skupini, ki perverzno uživa. Teh skupin je več, ampak glavna skupina teh anticepilcev bi bila tista, ki je v otroštvu nespoštovalno dojemala svojega lastnega očeta. Fotar njihov ni bil car ali pa je bil preveč slab, pokvarjen in potem užgi po siromaku, ne, oziroma po očetu. Oče ti ne naseli moralne razsodnosti, nimaš razsodne moči in se a priorno zoperstavljaš kjerikoli avtoriteti, ki ti soli pamet. Zato, ker nisi spoštoval očeta, ki ti je rekel, takole je treba v tem trenutku ravnati, ne? Cepiti se je treba. In če nekoč nisi spoštoval očeta, če ga mama ni spoštovala, potem ga tudi ti kot otrok, deček ali deklica, nisi. Ne? In potem si kronični nek upornik brez razloga, v resnici je pa razlog pa nezavedne narave. Ne? In zdaj tega Žižek ni opazil. Ne? Mislim. Potem bi rekel, ok, to bi bila prva skupina ljudi, latentna, nezavedna, potlačena zamera do lastnega očeta, botruje a priornemu kontriranju neki uradni avtoriteti, medicinski stroki, vladi, v končni fazi mogoče še Janši. Ne? Ampak ta drugi motiv, drugi faktor, ki se izolira, če bi šli to s faktorsko strukturo, bi bil faktor nekih zbeganih nezaupljivcev, preplašencev, ki nasedajo fake newsu, ker ogromno je nekih fake news informacij. Res je, da se je zgodila tudi neka Katja, ne? Pa nam je umrla, ne? Pa ni bila edina, ne? Ker tukaj v lokalni skupnosti tisti, ki so se razgovorili, veš pa tudi 3 dni po cepljenju, pa tako naprej, pa tudi, ne? Čist zdrav, pa pol kar naenkrat imel tako nogo, pa tako naprej. Stranski učinki so markantni, medicinska stroka zdaj, če rečemo, da laže, je to malo fake news. Ne? Če pa vendarle vemo, da tudi medicinska stroka za to, da bi premagali pandemijo,
zadrži določene neljube informacije, ki se jih da zadržati. Potem so ljudje skeptični, preplašeni in skeptični do tega, da ti tam ramo nastal, zdaj me pa šutni, ne? Da bom lojalen družbeni skupnosti, da bomo po diktatu medicinske stroke premagali pandemijo. To bi bila ta druga skupina, v katero gravitirajo tudi razni ujetniki teorije zarote, zdaj enih glavnih antivakcinerjev, ki so kronično ujeti v teorije zarote, so tam v eni verski sekti, pa zdaj ne mislim Trohatovo versko sekto, ampak Kosovo. Gregor Kos, to je taki, ki misli s Terškom v parlament na volitvah, ozaveščeni glasilo za zdravo družbo, te so vlagali podpise proti obveznemu cepljenju že leto pa pol nazaj, 2 leti, decembra, pred 2 leti so prinesli 5000 podpisov, Gorostas, Gregor Kos, vehementno, in grede v Faktorju sem ga lupil, ali pa olupil, ko je nebuloze trosil okrog 5G tehnologije, ne? Zdrava družba, 5G tehnologija nam bo cvrla možgane, pa tako naprej, ne? Se pravi, to drugo skupino, pa po drugi faktor gravitirajo tudi te preplašeni, sugestibilne ovce ali pa ranjene duše, ki ne vejo od muke in preplašenosti, kaj bi, potem pa pride nek verski guru, zdaj ali Troh ali pa ta Gregor Kos in reče, cepljenje je škodljivo. Poti pa tam neke dokaze, polovica fake newsov, kvazi dokazov, tam je pa tudi kakšen dokaz, ki ljudem da misliti, ne? Mislim, zdravo razumskim ljudem da misliti, ne? Tudi zdravniki so med grupo necepljenih. Čeprav tisti, ki res preštudirajo stvari, pa grejo gledati znanstvene relevantne metode, relevantne vire, ki so skozi neko metodologijo prišli do nekih rezultatov, ki niso fake news. Taki tipi ljudi grejo lahko, tvorijo ta drugi faktor, o katerem govorim, lahko ima pa svoj faktor, če bi analizo variance ustavili po 5. faktorju, bi bil 5. faktor zagotovo tistih skeptikov, ki ne zaupajo cepljenju, ker se dejansko bojijo stranskih učinkov, ki pa so dejansko tudi prisotni. Ne samo, da te malo rama boli. Tam danes sem imel kolegico, ki je rekla, da je imela po drugem cepljenju mravljince po rokah, pa glava je bolela, pa to dolg časa, še zdaj ima neke mravljince, zdaj pa na 3. odmerek, pa da ne bo šla, razen če bi izgubila službo, pa se bo oklonila. Se pravi, nek 5. faktor je še tukaj, ne? Ampak pred 5. faktorjem bi zdaj omenil še ta 3. faktor. Ne? V 3. faktorju, če pač metodološko to zmerimo z anketami, z motivi, vse anticepilce, bi se pod 3. faktorjem izoliral faktor ali pa grupa nekih pristašev leve politične opcije, ki tako zelo črtijo to vlado, ali pa bom rekel Janšo, ker imajo probleme za mero do lastnega očeta, ali pa so fanatično levo politično opredeljeni, da je ta esencialni nezavedni moment v resnici sovraštvo do Janše in ta nezavedni motiv, da bi ga spotikali za vsako ceno, na zavestni ravni sproducira ideja, jaz se pa nam cepil. To je manifestna misel, ideja, pobuda, in jo ti spoštuješ, pa to pa vprašaš, zakaj se pa nož cepil, pa je to pa nevarno, dajmo virus, ne. Ker to ni raziskano, je ta manifestni, fasadni motiv ali pa izgovor, ne, ker so prehudi stranski učinki, ker nas malo zavajajo. To je ta manifestna krinka, ki v bistvu zakamuflira latentni motiv, ki pa je, in to je pa dodana vrednost, ki jo, ne vem, Žižek ne opazi, da je v nezavednem jedru brez do Janše tako markantno, da ti, ko razmišljaš o cepljenju, rečeš, jaz se pa nem cepil zato, ker je to škodljivo, pa ker imam svobodo in jaz lahko svobodno odločam o svojem zdravju, o tem, ali bom cepljen ali ne.
In pol verjame v to manifestno logiko. Latentni motiv je pa sovraštvo do Janše. To je zdaj ta kvantna teoretska psihoanaliza, ki bi jo moral Žižek zaznati in speljati diskurs tudi v to smer. Ne, on pa v perverznem užitku, nasprotniki cepljenja želijo, da pandemija še naprej traja. Mislim, to je mazohizem tistega, ki to izreka. Pa je, jaz bi rekel, Žižek en velik mazohist, da sam se človek zabije not v glavo s tako nebulozo v interpretaciji. Ne vem, no, to mi je nelogično, ker ne zdrži tole, kar je on rekel. Zdaj, če iz tretjega faktorja preskočil sem že na petega, tisti, ki se dejansko ukvarjajo z neko znanostjo, pa dvomijo upravičeno, so prestrašeni, ker so neka dejstva, da cepiva niso dokončno raziskana. Ampak bi bil četrti faktor, ta faktor pa tvorijo norci. Ali pa če ti anticepilce motivacijsko prečekiraš, bojo nekateri take nebuloze kvasili, ala ta ravno troha partija, pa ranjene duše, da bi, če bi imeli vsaj 4 faktorje, bi se na četrtem faktorju izolirali te ranjene duše, taksonomska analiza grupa norcev. Če pa to kot faktor poimenujemo, bo pa rekel faktor zbeganih ranjenih duš, ki od muke ne vejo, kaj bi, in potem se zaciklajo v pogled na chemtrails, cepljenje, in kvas je take nebuloze, da vidiš, da ima kognitivno disonanco kronično, oziroma ne sem kognitivno disonanco, to je nek miselni zdrs v logičnem sklepanju, ampak kar, bom rekel, kognitivno distorzijo. V kognitivno distorzijo so pa ujeti ljudje, ki imajo pa motnje osebnosti, so pa osebnostno tako zaznamovani, da je v paketu zbegan. No in potem njega vprašaš, njihovi odgovori se izolirajo v četrtem faktorju, faktor zbegancev, norcev ali pa motenih osebnosti, oziroma faktor kognitivne disonance, bi se tudi dalo reči, temu četrtemu faktorju. Skratka, tole bi Slavoj Žižek moral, če je že teorijo zarote prešprical, bi moral nekaj več dati od sebe, da bi resno izpadel. Ker zdaj mi, ki se ukvarjamo tudi s psihoanalizo, psihoanaliza je vodilni miselni koncept. Danes nekaj pametnega lahko poveš, skoraj in samo skozi psihoanalizo. Filozofi, ki so brali Freuda, Lacana, pač prisegajo na Freuda, ne morejo, ne vem, neke druge teorije zapopaditi, če ti veš, da imaš nezavedno in nezavedno obvladuje človeka. Človek nima svobodne volje in ko ga ti pa vprašaš, zakaj pa ti to počneš, ti bo on fasadno krinko nekaj povedal, v resnici pa tisti, ki ve, zakaj se gre, ve, da obstajajo nezavedna jedra, ki so ključna neke potlačitve in te je potrebno razumeti. In mimo tega, da bi izpostavljali upor ali pa nespoštovanje do lastnega dobrega očeta, ker si imel slabega očeta, ker se mu kronično upiraš in potem si anticepilec. Tudi lahko da pripadnik raznih teorij zarote. Tega Žižek, tega oedipskega očeta, upor proti očetu, ni omenil. In tukaj me je razočaral. Z levo roko se je loteval. Zdaj to, da brani korporativni, kakšen že feudalizem oziroma neofeudalizem, oziroma brani, pravi, da to obstaja, da zdaj to, če COVID ne bo sesul, bo vse hudič vzel in računa kot levičar, da bo COVID zdaj demoliral kapitalizem. Ker zdaj ta kapitalizem ni sploh kapitalizem, ampak je korporativni, kaj že, neofeudalizem. No, moje mnenje je,
Ne to, da se treba končno iz krize prebuditi. Kje boš ti norcu dopovedal, recimo, daj se zbud, ne biti nor. To se ne da na tak način, ne? In Žižek prav tako, sadistično. Potrebujemo še več krize in še večje šoke, zato da se bomo zbudili. Te džokeri se ne bojo nikoli zbudili. Oni bojo naredili v objemu stiske revolucijo, tako da bi prišli na oblast in potem bojo od muke ne bojo vedeli, kaj bi, in bojo trosili nebuloze, kakršne koli. Ampak to ni rešitev. Rešitev pa je tisto, kar je Freud povedal, da je rešitev za individualni patos. To je pa talking cure. Pogovarjanje strani modrecev, neke močne moralne avtoritete ali pa nekega pametnjakoviča, in Žižek ima ta status, da lahko na ljudi vpliva. Če bi Žižek rekel, ljudje, drag mi, ima vitamine, bi te levičari slepo romali žlico v WC, pa se nažrli tistega dreka. To sem parkrat izpostavil. Žižek ima status avtoritete. On je subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, da zmore, da ima pamet, da se ga splača poslušati. No, in jaz mislim, da bi take avtoritete, moralne in intelektualne kapacitete pristopile skozi mainstream medije k narodu, k tem ovcam, zombijem, kuram brez glave, in bi skušali dopovedati, da je cepljenje, kljub temu, da ima slabosti, pa da ni raziskano, da je eden od glavnih adutov, da se losamo te krize. Ker ta pridiga strani subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve, strani moralne avtoritete, intelektualne kapacitete, to lahko učinkuje na človeka, da mu naredi promeno na mozgu. Vzpostavi se transfer, znameniti transfer z narodom. Freud je rekel, takrat, ko se pacientka zaljubi v terapeuta, je on lahko opere možgane. In če imaš ti status subjekta, ki ve, rečeš, spoštovani narod, prišli smo do točke, ko bo vse hudič vzel, če se ne bomo držali nekega protokola, ki ga diktira vlada, pod katero je slučajno zdaj Janša, lahko bi bil hudič, Hitler, pa Šarcelj, pa kjerkoli. Tisti, ki nam poveljuje, ki poveljuje tej družini, državi, življenje v državi, življenje v družini, tega fotra moramo spoštovati, ker se prej konzultira s celim svetom, z NIJZ-em, ne samo medicince, nima samo medicince v tem, ampak ima tudi psihologe, filozofe, sociologe, tudi ekonomiste. In potem se kompromisni predlog sprejme, ki jemlje v obzir, da v družbi obstajajo tudi norci. In tudi norci so ljudje, če je zdaj v teh norih časih 20% norcev, moramo vzeti v zakup, da ne morejo biti zdaj pa ukrepi taki, da ti ješ tisti kostan, lahko jaz unga vinčka, pa ne smeš toplega piti, kažga še, kuhančka. Pa ugodje se mora dogajati v tej družbi. Mi se moramo naučiti prijetnosti življenja. Mi ne moramo samo muke doživljati. Zdaj jaz opažam, ko grem na oder, razočarana gospodinja pri seksologu. Sem bil zdaj te dni v osebju, 80 ljudi je bilo, PCT pogoj pa vse, velika dvorana za 300 ljudi, 80 jih je bilo z maskami gor. Jaz pa soigralka sem bila na odru brez maske, oba PCT pogoj. Tako, ko so se režali, to jaz pred krizo še nisem videl. Folk rabi sprostitev, rabi ugodje, prijetnost. Mi ne moramo biti ujetniki ukrepov do konca svojih dni. Ampak se ne more neka ugodje doživljati. Ker ljudem se bo zmešalo. Ljudem se bo zmešalo. Zato, da se ne bi, jaz snemam te video. In zato, da se ne bi se lahko Žižek bolj potrudil, ne pa tole skropucalo, da od sebe za Russia Today. Ja, plačajo pa veliko, ja, to pa verjamem. Čau.